72. brigade s sedežem v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu je organiziral konvoj Slovenska vojska Bela krajina 2014. To je vsaj z našega gledišča en edinstven dogodek, ker smo se odločili, da bomo pripeljali slovensko vojsko tudi na področje Bele krajine, pa čeprav za en dan, saj na tem področju vemo, da že dobrih 10 let ni enot in poveljstev Slovenske vojske. Lepo dobrodošli predstavniki Slovenske vojske tudi naši občini, da nam pobliže predstavijo, kaj dela Slovenska vojska. Vsi, kot ste tudi otroci dejali, vemo, da vojska ima orožje in da strelja, vendar pa smo v zadnjem času priča, da vojska dela veliko več, da tudi pomaga ljudem v stiski, ob naravnih nesrečah in gotovo je tukaj tudi bo kaj videti, da vidimo, kaj vse ima vojska, da nam lahko priskoči na pomoč in seveda pomaga našim ljudem. Želim, da bi nekako se lepo imeli, da bi veliko odnesli od tega, da bi ugotovili, da je vojska tudi blizu ljudem, ne samo tisti represiven organ, ki strelja, ampak da želi pomagati in da je del tudi naše lokalne skupnosti, lahko tako rečem. Današnji cilj je dejansko dvojen. Prvo je, da skozi konvoj prevozi Belo krajino, se ustavi v občini Semič, občini Črnomelj in občini Metlika, kjer bomo prikazali dinamični in statični prikaz delovanja Slovenske vojske. Statični prikaz delovanja Slovenske vojske bo predvsem predstavitev zmogljivosti, opreme, materialnih sredstev, ki jih lahko ponudimo in damo na razpolago tudi v okviru zaščite in reševanja. Skratka, tako kot smo pred nekaj dnevi končali z aktivnostmi ob velikih poplavah, če se omejim samo na Dolenjsko, na področju občine Šentjernej in Kostanjevice. In seveda, da boste danes videli, s čim se Slovenska vojska razpolaga, da nam bo pomagala, če bo to potrebno. Zaenkrat na območju občine Črnomelj nimamo takih težav, da bi jih mogli že poklicati, ampak pred enim letom smo se dogovorili, da pokažemo vam, najmlajšim, pa tudi, kot sem že rekla, prej malo starejšim prebivalcem občine Črnomelj, kaj je tista oprema, ki nam lahko pomaga pri reševanju pri elementarnih nesrečah. Zato bi se jaz zahvalila za to sodelovanje in verjamem, da bo to sodelovanje še naprej, ker do takrat, dokler ne rabimo, ne vemo, kaj je to, kot je nekdo v nesreči oziroma v stiski pomaga. Drugi del predstavitve pa je dinamični del. Prikazali bomo profesionalno izurjenost naših vojakov, pripadnikov iz 10. pehotnega polka, 1. brigade, ki bodo demonstrirali, kako reagirajo, kako ravnajo v postopkih napada na kolono. Skratka, njihova kolona bo napadena, razvrstili se bodo, soočili in spoprijeli se bodo z nasprotnikom, ga uničili in potem izvedli vse operativne postopke, ki so značilni za tak nivo delovanja. Veselje nam je, da smo se danes tukaj zbrali, da se malce seznanimo s tem, kaj vojska v tem trenutku lahko nudi, s čim nas lahko brani in predvsem ne samo s čim nas lahko brani, ampak kako nam lahko tudi je takšnih primerih, kot smo jih deležni zadnje čase, pomaga. Jaz vam želim, da bi takšni ogledi postali tradicionalni. Danes smo na področje, torej v Belo krajino pripeljali tudi vsa zanimiva, z civilnega gledišča zanimiva vozila in to je Kobra, Hammer, Valuk, Patria in pri tem sodelujejo vse pomembnejše enote Slovenske vojske. Sodeluje inženirska četa, sodeluje pehotni polk 1. brigade, sodeluje logistična brigada, sodeluje 72. brigada, vojaška zdravstvena enota, vojaška policija, enota brezpilotnih letal in tudi ostali. Danes sem prišel pogledati malo vojaško predstavitev, ki sem ravno doma. Zanima me prostovoljno vojaško služenje, pa mislim, da se kar udeležil eno poletje, ko bo čas. Pa vojska me nasplošno zanima, pa sem videl, da ste zelo dobro pripravili, vidim maskirane vojake, zdaj se bo začela vojaška predstavitev, pa bom se kar pogledal.